Lepo pozdravljeni. Danes predstavljam prejemnico letošnje nagrade Mira, Luno Jurančič-Šribar. Nagrado je prejela za izjemne dosežke kot ženska pisateljica, predvsem za knjigi Konstrukt in pa Starinarnica. Pa ne zgolj za te dve knjigi, ampak tudi za celostno držo, za svoje delovanje na področju z brezdomnimi osebami, kjer je bila soustanoviteljica prve zadruge brezdomnih oseb, in tudi za svojo znanstveno, antropološko in etnološko delo, ravno o delu z brezdomnimi ljudmi in novi ekonomiji je napisala odlično doktorsko disertacijo, ki jo priporočam v branje predvsem vsem ekonomistom in politikom, ker bi bilo treba res svetovno ekonomijo okrenuti v to smer. Druga nocojšnja gostja pa je odlična slikarka Mojca Fo in tudi oblikovalka in ilustratorka. Povabili smo jo zato, ker je sploh izjemna oseba, zato, ker je Lunina prijateljica in zato, ker je Luni podarila to sliko, ki jo zaenkrat samo napovedujem kot skrivnost tega pogovora. Tekom pogovora pa se bomo zmenili, kako je tej sliki pravzaprav naslov. Zaenkrat je to še odprto. Pozivam vas pa, da morda na Facebooku spodaj sodelujete s kakšnim predlogom za naslov te slike. Luna, tudi tvoj, recimo, ne vem, v bistvu bi dal prednost literaturi, ampak se mi zdi, da se pri tebi vse prepleta. No? Tako literatura, kot življenje, kot znanstveno razmišljanje, saj že etnologi imate to, in antropologi, ne, ti si oboje etnologi in antropologi, ta izraz znanstvene metode opazovanja z udeležbo. Zdi se mi, da ti vsekakor hočeš v življenju in dogodkih biti udeležena. Ja, živijo in hvala, Igor, za to veliko potezno predstavitev. Ja, to je ta naša metoda dela, no, opazovanje z udeležbo in skratka, ja, sem tak človek, da rabim veliko tega stika z ljudmi, no. Živimi biti, ne bi se predstavljala, da sem tam nekje zabubljena samo svojo tipkovnico in ekranom. Tako da, ja, rabim ljudi in rabim raziskovati, da pol lahko to prelivam v literaturo. Čeprav tega nikoli ne delam direktno, predvsem pišem fantastiko. Ne, recimo, se mi zdi, to sem vprašal zato, ker se mi zdi, da se tvoja doktorska disertacija pravzaprav zelo prepleta s tvojim romanom Starinarnica, ne, ker ti govoriš o tem, kako raziskuješ ta svoj projekt, ko si pri delu na Kraljih ulice, ste pravzaprav naredili prvo javno zadrugo kot neko posredovalnico predmetov. Ta Starinarnica pa je morda na začetku se zdi bolj klasična zastavljalnica, ampak izkaže se, da ima neko magično moč. Ne. Posredovalnica je nekaj drugega od zastavljalnice in ti svojo doktorsko, morda da poveš že z uvodnim citatom o svojo doktorsko disertacijo, da je to nekaj drugega, s tem, da pravzaprav nas takoj vržeš na področje magičnega, fiktivnega in področje glasbe, ker citiraš Leonarda Cohena, Things are going to slide in all directions, vse bo drselo na vse smeri, svet se bo porušil, podrl, nekaj novega se bo zgradil, pa zamolčiš pa to, da on v isti pesmi pravi I've seen the future, it is murder. A je to detektivska zgodba o umoru, ta tvoja doktorska, ali je to vzniku novega sveta po umoru, ki ga morda treba zagrešiti najprej, da se stari konča? Aha, se pravi, najbrž misliš na tej simbolni ravni umor. Ja, ne vem, tega nisi dala, ampak res to reče. A starega patriarha mogoče? Ali bi bilo treba umoriti patriarhalni svet? Najbrž, ja, starega patriarha, da je čas, da gre. Mogoče v tem smislu bi lahko zavila. Ja, to bi bila tema za Miro, ne? Ja, to bi bila tema za Miro, ja. Ker vse dozdajšnje prejemnice Mire, med katerimi si ti najmlajša, so bile kar odločne feministke, ja, ki zagovarjajo pacifizem, ampak če pa kakšen patriarh preveč celovito stopi na prste, pa po mojem bi bile sposobne tudi kakšen konstruktivni umor zagrešiti. Konstruktivni, ja, na taki simbolni ravni, seveda, da ne bomo zdaj vzbujali strahu pred feminizmom, pa to ne. Ampak mogoče, ne vem, da začneva bolj, da predstava tudi tvoj doktorat, če so šla že na to fiktivno področje skozi temo magije in magičnega in fantastičnega. Vsi kritiki opažajo to lastnost v tvoji prozi, recimo v Starinarnici, te predmeti, ki jih ljudje res tja prinesejo zato, da bi se prodali in bi dobili nekaj denarja. Vsako
vsaka povezava z resničnim svetom je seveda zgornja ključna, ker vidimo te odkupe zlata na vsaki drugi ulici, po vsej Sloveniji in Evropi. Ampak te predmeti se izkažejo za nekaj drugega, v sebi imajo neko magično moč. A lahko morda na kratko poveš bralcem, ki bi jih ta knjiga zanimala? Ja, v bistvu, če se najprej vrnem na to magijo, ki si rekel, ljudje so spraševali, pa kako, ker v tej starinarnici se stvari ne prodajajo, ampak se menjujejo. Prineseš predmet in moraš povedati njegovo zgodbo in tudi, kad dobiš novega, pač ti povejo zgodbo o tem predmetu. Ampak bistvo je v tem, mene so pol ljudje, bralci, spraševali, ampak kako se pa ta starinar živi, se on ne prodaja. Sem rekla, glih zato pa delam literaturo, da mi ni treba razmišljati, kako se pa živi, ni tega pritiska, tega finančnega sveta, to kot prvo. Ampak po drugi strani, tudi če ta knjiga zgleda magična, ker pač ni nič te monetarne ekonomije noter posred, saj pri starinarju, v bistvu bi rada vrnila na to, da naš sistem v bistvu je tudi magija. Mi v bistvu razmišljamo o nekih teh bolj staroselskih sistemih, ki so bili nekdaj, ki še niso bili monetarni, razmišljamo, kakor da je to bila neka magija v zadju, pa ne vem kaj, ampak v bistvu naša ekonomija sloni na magiji. Mi recimo verjamemo v neko roko trga, ki bo usmerjala vse v bistvu. Kaj pa je to drugega kot magija? Kje bo zdaj trg urejal sam tržna razmerja? V bistvu zahodni čeprav se ga ima za nekaj racionalnega, pa tega on prav, cela ekonomska znanost temelji na magiji. Denar je pa fiktivan, neki dolgovi, pa tudi vedno bolj oddaljeno gledamo te posnetke na YouTubeu ali pa na internetu z borze v New Yorku, neke fiktivne številke tam se vrtijo in obračajo, mi pa imamo pa od njih vse manj. Tako da ti pa malo bolj vračaš morda v svet blagovne menjave v svoji viziji, celo morda, da je dovolj te fiktivnosti, zahtevamo realnost. Ja, v bistvu pač starinarnica je skupek vsega tega tudi not nekako odseva ta naša zadruga, ker pač zadruga koncept ta je, da se gre za zavržene stvari in zavržene ljudi. A veš, v bistvu, da zavrženi ljudje, kakor so brezdomni, zavrženi v narekovajih, seveda zavrženi so iz tega vidika, da jih sistem zavrača, da oni uporabijo neke vere, ki jih mi zametujemo stran in tako poskrbijo za družbo in zase. V bistvu pol spreobrnejo tudi ta vidik, da so oni neki reveži, ki jim moramo mi pomagati, ampak lahko oni naredijo nekaj za družbo in celo s tem preživijo. To je glavni koncept te naše zadruge bil. Ampak zadruga še deluje ali kako je s tem? Stara roba, nova raba še deluje. Pač jaz sem v 2019 predala, kako bi se rekel, posle, tako da mislim predala. Jaz sem imela tam vlogo pač predsednice, pol je predsednica me zamenjala, Agata zdaj, tako da to funkcionira naprej. Zdaj sicer malo okrnjeno v času epidemije, ampak funkcionira, je preživela. Tako da, ja. Ampak v tvoji knjigi Starinarnica, pa tudi zgodbi Starinarnica, ki se pojavi tudi v zbirki kratkih zgodb Konstrukcija, DBO, družba brez odgovornosti, tako da ne bi kdo mislil, da gre za strahovito odgovornost, treba znati biti tudi malo neodgovoren. Ampak te predmeti pa niso čisto samo realni predmeti, imajo neko moč, da v ljudeh prebudijo spomine, čustva in morda neko duhovno plat zbudijo. Ja, iz tega vidika so to malo magični predmeti, mogoče. Klej je neko verovanje teh staroselskih ljudstv, ki so govorili o različnih, ne vem, tudi o mani, recimo, klej je moč, so imeli stvari mano in ljudje. Skratka, da se prenaša neka moč prejšnjih zgodbe in moč prejšnjih lastnikov se prenašajo s predmeti naprej. Tako je tudi ta ekonomija daru v bistvu funkcionirala, zato so si mogli, pač, ko si ti dobil predmet v dar, ga nikakor nisi smel predolg zadržati pri sebi, ker je to pomenilo prvič, da si skupuški, drugič pa, da boš vsa ta čustva prejšnjega lastnika, da bojo prišla na te. Tako da v bistvu te ekonomije daru so organizirane tako, da morajo čim bolj krožiti, ne pa tako, kot naša družba, da sedimo da milijonari sedijo na denarju, pa tako ne. Ti pač se spodbuja to, kopičenje bogatstva. Tam se spodbuja kroženje. To je ta glavni element. In tudi starinarnica je funkcionira tako, da se to kroženje stvari čim bolj spodbuja. Skratka, mi smo zasuti s potrošnimi dobrinami, ampak kako to obrniti v bistvu vse poprit. To je glavni point. Ja, vidim, da nikakor, jaz sem hotel prav malo preusmeriti, začel sem malo s svojo doktorsko dizertacijo, ampak nikakor nočeš, rekel, zdaj pa bolj v področje fikcije. In področje fikcije razlagaš z ekonomskimi termini, kar je v bistvu
morda glede na to, da smo gor potekali gospodarske zbornice na mestu. To me je zavedel, viš, tle je vplivala ta tudi ima neko šamansko moč to poslopje. Ja. Da ne vem, je denar, to malo razgnali. Pretaka fiktiven, vsekakor ga tudi za področje kulture in literarne scene priporočamo se da stavljamo svoj klobuček, da bi tudi mi kaj dobili, ampak vidim, da je to pri tebi res blazno povezano. Je pa to tudi to ena značilnost moderne umetnosti. Morda zdaj od Marcela Duchampa, ki ti je ready-made, že ne nazadnje prideš pred njegovo školko v umetnostni galeriji in ne veš, ali si na WC-ju ali si res v razstavnem prostoru. Vidim, da pri tebi te ločnice stroge ni. Ja, se precej meša, čeprav moram pa reči, to me kar vprašajo, če jemljem direktno recimo iz vsakdanjega življenja, material, tudi ko sem delala na Kraljih, naletiš na dosti težkih zgodb, na tudi dosti zelo zanimivih ljudi, ki bi jih lahko uporabljala kot like. Sam kle pač odgovarjam, da tega ne delam, da bolj uporabljam jaz to v nekem simbolnem jeziku, na simbolni ravni, ne pa direkt, nikoli. Socialrealizma ne točem na ta način, ful mi je bližje. Ampak v realnosti se lahko zgodi tudi kaj fantastičnega. Mislim, ena od fantastičnih zadev, ki se dogaja, ljudje se zaljubijo, grejo v Ljubljani prek se pravi v Ljubljanci po Petkovškem nabrežju, grejo čez Ljubljanco in tam je ta most ljubezni in seveda za premej jih prime, da je treba kupiti ključavnico, inicialke gordeti in jo prikleniti na most, zato da bo ta ljubezen res držala. Ja. Nevarnost je pa, da se tako kot v Franciji se je skoraj zgodilo, da je ta teža ključavnic prevelika in da se most sesuje. Aha, to si pobrala po resnični zgodbi. To je v bistvu resnično iz Francije, kaj ta bolj, da jaz ne prakticiram svoje francoščine. No, ker v tvoji zgodbi se zgodi to, da se most ljubezni zaradi teže ključkov in tudi morda zaradi teže prelomljenih obljub, ker so pa dodatno težo prenesli mostu, se podre. Ja. V bistvu jaz sem prebrala to novico, da v Franciji so začeli odstranjevati ključavnice, in sem se zelo ustrašila, da bojo tudi v Sloveniji začeli, kaj bo z unimi mojimi 20 ključavnicami, pa hecam se tam. Ampak zdaj most je postavila družba brez odgovornosti. Zdaj, a tebi se zdi, da je ta Ljubljana najlepše mesto na svetu, pa vse ljubezni, ki se tu dogajajo, vsi poljubi, da to je bilo brez odgovornosti. Neodgovorno. Ja, ljubezen je zelo neodgovorna zadeva, Igor, se. Ja. Ampak ljudje, mislim, dobro, ampak ti napoveduješ, da se bo ta ljubljanski most podaril dejansko, kaj? Ne. Niso moje zgodbe preroške. Ampak resničnost rada posnema umetnost. Resničnost posnema umetnost, A misliš, da se bo vse podaril in... Pa, ne vem, bom presenečena, pa ful vesela, ko bojo začeli govoriti, tale Luna je pa preroška pisateljica, to mi bo zelo ponosne. Ampak pol vsem upam, da ne bo, ne vem, nobenega gora ali kaj. Se pravi, tako kot v ekonomske teoriji, tako tudi v teoriji ljubezni, you've seen the future, it is murder, vse se bo podarilo, ampak na koncu pa junaka rečeta, da bi še enega zgradila, novega. V bistvu en take je delavec predlaga inženirju, Ibro reče, greva Miro še, dajmo še jedan put to ponoviti, pa prav, ne, Ibro, nima veze, to bo spet vse isto. Pa kaj bosta zgradila novega? Mislim, da ne. Da ne. Konce ljubezni. Mogoče res, časi so taki, konce tega, ker najprej baza pol nadgradna. In ekonomski svet je na predštrknih temeljih. Ne bomo se mogli niti zaljubljati, niti družiti, niti kaj dobrega popiti, če ne bo nekih osnovnih sredstev. Preveč je brezdomnih in ekonomija je na popolnoma fiktivnih in trhlih temeljih. Ti pa predlagaš nekaj novega. Ekonomijo daru. Aha. Ja, ekonomija daruje ta koncept odnosa pa Malinovskega, ki ga v nalogi analiziram in bazira čisto na enih drugih temeljih, kot sem prej rekla. Predvsem na eni družbeni pogodbi, ki ni pač monetarna menjava, ampak je vse se vrti okoli tega dati, prejeti, vrniti. Celo družbeno življenje je skonstruirano okoli tega. In v bistvu gre za tudi take nenapisane obligacije, in zelo kompleksno ekonomsko življenje funkcionira na podlagi tega. Mi rabimo pogodbe, mi rabimo denar, mi rabimo razne dogovore, da si sploh še zaupamo, pa verjamemo, pa da cela ta naša ekonomija se rola, pa vse moramo imeti sešteto, številčen pa to. Oni praktično ne rabijo nič, pa se zraven zelo kompleksen ekonomski sistem vrti. To so recimo Polineški otoki, tisti konci. Tako da to je čisto en drug tip ekonomije, ampak jaz seveda ne zagovarjam, da zdajmo pa mi nek globalni
ekonomski sistem, ekonomijo daru narediti. Jaz mislim, da vsi te glomazni sistemi, ki so nastajali tako, kakor je naš zahodni kapitalizem, da prej ali slej se začne pač rušiti. No. Jaz zagovarjam predvsem pač majhne skupnosti, ki sproti preverjajo, kaj gre, pa kaj ne gre, pa pol popravljajo, pa tako, no. Čim imaš pa neke ogromne sisteme, da je pa to zelo težko pol obvladovati, da gre po svoje in da ne gre v prid človeka, no. A skratka, ljubezen preživi? Pred leti je dobil, Mojca bi rada nekaj pripomnila. Skratka, ljubezen preživi, a ne, most se pa podre. A veš, kot v vsakem primeru gre ljubezen naprej. A veš, ne? Kot čista fikcija. Ja, kot čista fikcija, absolutno, ja. Aha. Ne kot fikcija, tudi realno, ne, če izhajaš iz teh Peloponeških otokov. A ne? Da ne rabi takih temeljev, ne? Ne rabi takih, to gre izven. To pol, ja. Ja, ljubezen in umetnost sta skrivnostni zadevi. Ne? In kot sem napovedal že na začetku, skrivnostno je bilo, da si se v podelitvi nagrade Mira, ki je prijela Luna, ti pojavila prav s to sliko, ki si je podarila. Ne? Dobro, vedeli smo, da ji boš podarila ti neko sliko, pa ti si izbrala to, je bilo vsaj meni zelo skrivnostno, ker ne vemo, kaj to je. Je to ping-pong žogica, je mesec, je spodaj ptič, ali morda odfrčali Jezusov križ, kaj se dogaja, spodaj še en mesec, je cel spodaj zgoraj. Ne vemo, kako je sliki naslov. Sem pa prebral v nekem intervjuju tvojemu Nedelu, Mojca, da ti vedno, ko rišeš, se zraven doživljaš zgodbe. In verjetno si imela neko zgodbo, neko pripoved ob tej sliki, ko si jo risala. Pa si jo tudi zato podarila Luni najbrž. Ja, tako da mislim, sem tako bolj resna, veš, tukaj nobenega letečega Kristusovega križa k ping-pong žogici, ne. Ampak lahko pa tudi je, glede na to, da smo na fiktivnem, si lahko vsak po svoje razlaga, ne. Ampak v glavnem ja, ne stvidno pač vedno se zgodijo zgodbe, ko slikam. Zelo pogosto jih, ko začnem slikati, sploh še ni. Neka tenzija noter je, ne, ko se pač vse te stvari, noter se nekaj dogaja, ne vem pa še točno, kaj bo. Ne. In pa imam včasih 10 podlag in pa samo začnem slikati, ne, in pa se pa zgodijo. Ne. In to je v bistvu beli feniks, ki je pa zame tudi severna ptica. Jaz, to je bil cel pogrom v ateljeju, ne, ko sem izhodila od slike do slike, kjero bi podarila. Ne. In sem res razmislila, tako pač, ne, se mi zdi. In to je v resnici pač nek beli feniks, ki, kakor je našpičeno pisateljsko pero, a ne, on v bistvu gre naprej s tem svojim klunom, gre proti polni luni, od prazne proti polni luni, zato ker v bistvu ti začneš s praznim belim listom in potem pišeš in malo trpiš, ne, pač si malo feniks, se treba spet se namočiti, ker je v tisto vodo od spodaj, pa spucati, pa spet iti gor, pa spet, ker čisto od spodaj je pa voda, tiste pa voda. In potem je pa še pod feniksom pa ena črna ping-pong žogca, ne. Ja. No, tam noter je pa še ena iskra življenja, ena rdeča pikca, smo eno Red Dot kolekcijo, skratka, in to je kakor iskra življenja, ki je pa v tem črnem, to je pa lahko vesolje ali je pa čist prazna luna, ki ni čist nič, ampak je pa iskra, vedno je iskra, tudi če si čist pogorel. Ampak rdeča iskra, ne? Ja, rdeča iskra, ja, to je kakor ljubezen, a razumeš? Vedno, ko v bistvu, ko ti hočeš nekaj pisati ali pa nekaj ustvariti ali pa se zaljubiti, ne? Vedno je neka iskra, a ne, vedno se začne z iskro in pol gre pač ona naprej in pol ta feniks leti in pol je polna luna, nastane knjiga. To je to, zato sem to podarila. Mogoče to hrpenenje lepe vide. Ne vem. Hrpenenje. Lahko bi bilo to, ne vem. To je hrpenenje nas, ki hrepenimo po lepih knjigah, lepi umetnosti. Ampak če bi to obeslo ugarili, a bi bil naslov Beli feniks, ali bi bilo brez naslova? Ping-pong žogca, zihar. Zihar. Dajmo nekaj malo kontra narediti, lej. Why not? Včasih je fajn prepustiti človeku, da sam sanjari, ne? Ja, se tako doskrat ljudje recimo pridejo, ko imajo že zgodbe napisane, a ne? Tako vi, a ne, ljudje prijete, pa v bistvu pol po svoje, a ne, rečemo, da sto postav se, ne, tvoje zgodbe skočam svojo, a ne, kakšni pa hočejo imeti napisano, pa čist hrepenijo, a ne, so pa kar, ne, tako, pač ja. Pa Luna, kaj si pa ti pomislila na Feniksa, ko si to dobila? Čeprav, dobro, pomislimo malo na Lunco, no, ko si pač dobila jo ravno ti, ne, ampak kako bi ti dala naslov tej sliki? Ja, jaz sem ta Feniks mi je zelo blizu, to rojevanje iz pepela in spet vzletanje, ne. Tako da kar nek tak, ne vem, polet, neki s poletom,
Predvsem to mi je. No. Se lahko bi bil pa tudi konstrukt, ne na zadnje. Ne? Konstrukt je pa zmeri vse lahko. Ne? Vse je lahko konstrukt. Ja, Tudi ljubezen. tudi ljubezen. Vse je, ne? No, Okay, Fur smo zamorili. Ne, zdaj smo začeli. To režeš. Neč ne režemo, vse je not. Ne moramo pa nekaj reči. Ne. to zdaj Na področju ljubezni, ne. Ja. Ti se imaš en del te svoje zbirke Konstrukt, ne, Ja. ki ne vem, zakaj ni prejela kakšne nagrade, ali bila pa nominirana vsaj med najboljše kratke zgodbe preteklega leta. Ne. Upam, da se bo pojavila drugič kakšna nagrada za preteklih 5 let in bodo tudi to vključevala. Hvala, Igor. Ker Mire nisi dobila samo za to knjigo, dobila si jo za celotno Za cel držo. Ne. opus, Zdaj moramo pa še posamezno knjigo nagraditi. Ne. Ampak dost ena rdeča nit te knjige ne, je odnos med moškim in žensko. Ne. Pri tem pa moram jaz reči, ne, da se mi zdi, da so te moški tako precej nemočni in da so ženske dost odločnejše, sposobnejše in jih kar znajo okoli prsta zavrteti. Ne. Mislim, da se je žirija z nagrado Mira tudi za to odločila, ker Mira vsekakor spodbuja delovanje in družbeno vključevanje močnih žensk. Ne. Te ženske, tvoje zbirki, celo Suzana Tratnik, mislim, da to izpostavi njihovo moč. Naprimer, moški pride k prostitutki, ona mu obljubi zvesto ljubezen in da bo celo pustila poklic za njega, on doživi orgazem, tako reče, greva, končno si moja, ona mu pa razkrije, veš kaj, čaka me naslednja stranka, povedala sem ti, kar je bilo treba za posel, zdaj se pa spoki. Ne. Se pravi, moški potegne, ampak zdi se mi, da skoraj v celotni knjigi potegne moški vedno kratko. Ne. Ja, in to vidim, ti sploh ni všeč. Ja, ne, Igor, samo tako je. Moški ste dejstvo, ste manj razvita vrsta, lej. A veš? Ja, sej, zato je bila podarjena Tega nisem nagrada rekel. Mira, ne, to se strinjam. Ne. Okay, ne, to je. Mogoče Brez vas ni življenja. Ne, Mojca Foj je rekel, da smo moški manj razvita vrsta, jaz tega Na ne pustim, da se to reče. na en način, čakaj, to samo pol. Da se to govori kletko. Ne pustim, da se Ven naj jo bo izreže. poslal. Ne se razkrinka. Ne jo končno razkrinkamo, kaj se skriva za temi Na lepimi pisateljskem podobami. odru bomo Kakšno je skrivno sporočilo. Ne. Ne, skrivno sporočilo je to, da mi ženske hočemo podpreti vas moške, ker ste pa čipkejši, ker to je pa fakt. A je to res? Ne vem, meni se zdi. Če boš kaj dosti dobro Ne vem. podporo dubla v publiki, kam imaš 50-50. Ne, sem brez moških ni življenja, to je pa dejstvo. Sorry, brez vas pa ni ničesar. Ja. Ja, To je lep mogoče zaključek. ne- A si pomirjen s tem James zaključkom? si Brown narobe, pomirjen? ne, it's a man's world, but it ain't nothing without a woman. It's Od odzadja je čisto it's a woman's drugače. world, but Ja. it ain't nothing without a man. A ne. Zdaj treba nagrada Mira in Konstrukt in tudi starinarnica Lune Šribar in pa še morda celo predvsem tale leteči Feniks sta pokazali, da je Moški resnica beli ravno Feniks, a obratna. veš, da je moški beli Feniks, ker on pa mora biti, a ne? A Ja. veš ta power, vi moški ste pa vse, imate to power, a ne? Aha. Samo pa vas je treba malo podpreti. A veš, ko vi ful padete dol, a ne, pa vas je treba veš malo potegniti ven, a ne? Ja. Ampak, a veš, Pa veš kaj, jaz klene gledam tako v bistvu, to moško pa žensko, ne vem, jaz dobro vse uporabljam moške pa ženske like, sam ne gledam toliko strogo, a veš, vsi imamo vse to moško plat pa žensko plat, ne, a veš, tudi poznam moške, ki so veliko bolj feminilni, kot marsikera ženska, ne, tudi jaz konec koncev si me že enkrat vprašal, da se rada postavljam v vlogo moškega, ne, Ja. tudi pišem iz njegovega vidika, ne, ampak pač takrat povlečem ta svoj moški del, ne, ven. Ne. Tako da jaz gledam na odnose, pa na ljudi bolj tako, ne, res na ljudi, ne po spolu. Ampak kle, ko si izpostavil to zgodbo iz Polskih, ne, kaj že to, nečedno dekle, ne, Ja. mogoče je bil to bolj stranski produkt tega, da je moški kle izpadel šibek. Ne. Jaz sem se kle bolj igrala s tem, s to klasično vlogo, ne, da so ženske tiste, ki si želijo varnosti, neke trdnosti, ki hrepenijo po varnem moškem objemu, po poroki, S tem stereotipom sem se poigravala. Veš, to je v bistvu, Vse on bi bil njen zavetnik, Sej. on bi nudil vse. Sej, oni ponudi to, ne, ona se pa temu odreče, ne, in ona v bistvu je bolj do seksa, kot pa do ene poroke, ne. In v bistvu je to. Predvsem je do zaslužka, moč biti fair. Okay, Ona je prostitutka. priznam, dobil si me. Ker je ženska. Ampak v bistvu je parodija to na Čedno dekle, ne? Ja, na na film. Richarda Gira in Ja, na kaj je Julia bila, Roberts. Julia Roberts. Ja, ne, ja. To ne, sem Čedno se dekle. prepoznal v tem odsevu. A ja. si se prepoznal? Ja. Kje si se pa ti našel, kle? Ja, v vlogi Julie Roberts, seveda, ne, ampak ja. Pač, včasih se spreminjajo. Me veseli za te Ja. iskrene izjave. Ja. danes. Ne, zanimivo, Ne, tega ne rezati. zanimivo mi je bilo to, no, zanimivo mi je bilo to, da
Ko sem govorila pred tem pogovorom v tej knjigi, ne, in sem malo pripomnil, da malo navijam za te tvoje moške junake, pa jim nikoli čist ne uspe, ne si pa ti rekla, da zadnji junak je zadnji lik, no, ker v sodobni literaturi je že tako, da že 150 let ni več junakov. Nekoč so bili ti Martini Krpani, zdaj ni. Samo še liki so, destrukcija subjekta čista, ampak da zadnjemu liku v knjigi pa uspe biti junak, si ti rekla. Namreč, zakaj? Opazuje svojo ženo, kako hodi zvečer spat in se liči, preden gre spat, kar mora ta sumljivo, ponovadi se ženske zjutraj ličijo, in potem vsa lepa, 1 uro je v kopalnici, zaspi, sanja in v snu vzdihuje. In njega zagrabi sum, da ima v spanju nekoga drugega, na kaj naredi, gre k vrački, kjer mu ona podari, to je pa ta ožet rove, pesmi se pa, zgodbe se pa še vedno vrtijo okoli osrednjega predmeta, kot pri Bokaču, Sokolova teorija, to pa dosledno zadržiš, ampak ta predmet ni neki sokol, ampak je lovilec sanj. Ker ne vem, če ga v kakšni zastavljalnici se to dobi, to je v bistvu taka mreža za metulje, sem ti mora vračka dati, vračica, ki je tako s perjem okrašena. In on se odloči, da bo šel v te njene sanje pogledati, kdo je ta drugi. Ampak on je zate junak, ki je kupil ta lovilec sanj, se pravi, to potrebujemo. Ne, v bistvu junak je, mislim, ampak junak je zgledan, da je iz tega vidika, da je šel vase in spoznal, da je on sam sebi največja mora. Ker on rata zelo ljubosumen, ne? In junak sem jaz... Pa je pa vesel, ker videl, da je to on. Ja, vesel je bil, ker je bil on, ampak on je spoznal, da v bistvu samo on otežuje odnos med njegovo ženo in njim. Da žena je v bistvu zaljubljena vanga, on pa svojim ljubosumjem in to ne otežuje njima odnos in s tem, da se je preveč ne posveča in s tem. On je v bistvu junak zato, ker je šel noter vase, ki je bil sposoben tega narediti in prepoznati to, ne? Da je on v bistvu taka dela to blokado med njimi. To sem Mojca ima komentar, ne? Ne, tukaj potem se lahko izkaže, da je šibek v tistem polu, ko gre on v te svoje sanje, zato ker je pač ljubosumen, ampak hkrati, čakaj, nekaj sem imela, eno teorijo sem si v glavi razvila, pa sem pozabila, hkrati se mi zdi pa vse en močen, da to pol, verjetno se pol, kako sem? Ja, vem, kaj misliš, ne, glih moč je zdaj, kako moderni psihologi pravijo, pa ta Brené Brown dosti govori o tem, zdaj, sodobna moč je v ranljivosti, ne, ona to poudarja, ne, in tisti moški, ki so bili, ali pa ženska, no, ampak mogoče ona to bolj poudarja to za moške, ki to teži, pa tudi družba jih ne spodbuja k temu, da bi bili ranljivi, ne. Samo, a ti pa predlagaš, tudi, pri tebi se vse prepleta, smo vendarle v poslopju gospodarske zbornice. Ne? A zdaj gremo spet na gospodarstvo? Ja, smo preveč čustva. To je prenesljivo na področju ekonomije, ta pohlep, egoizem, treba biti pa ranljiv. Jaz mislim, da je malo tudi prav, da se je zase zauzel, no? Ker sred zgodbe se zgodi to, da se ujame v mrežo, ker ga čaka pajkovka, ki mu točno pove, da ga bo pojedla. Zdaj pa, a ni prav, da se on malo vendarle egoistično zase zauzame? Ali je to spreme kot dar usode, da ga bo pajkovka pojedla? Pajkovka je pač taka zafrkanska, to je sam mal zafrkanski moment, da se ona mal izživlja nad njim, ne? Ker na koncu se izkaže v bistvu, da je to vse njegova žena, ne? Kar je sanjo, ne? Tudi ta pajkovka je šamanka, ne? To gre v bistvu vse za eno in isto žensko, ki se pokaže v različnih vlogah, ne? Se da razpravljati, no? Ja, se da razpravljati, ja, to je zdaj v bistvu... Suma pa racionalističnega mišljenja, pa je tako ljubezni kot v ekonomiji vendarle potrebno. Ne, treba, ampak meni se zdi pomemben ta aspekt, no, da te moški, ki so na položaju, da ne bom govorila o vseh moških, ki ne mislim tako, ne, ampak moški, ki imajo v tem svetu moč, ne, raj bi vrgel atomsko bombo, ki pa povedal, kaj ga boli. To je problem, ne. Mojca sklep malo tako meni prikimava, pa te podkimava, se mi zdi, da ona pa rada moške, ki tudi malo prikrijejo, ne, staro, trdo šolo moškosti. Po mojem, ta Beli Feniks bi bil lahko kakšen, ne vem, Charles Bronson ali pa Robert De Niro, kakšen tak oreg mafijaš. O tem bi se pa dalo razpravljati, seveda, ne? Ja, no, sem se ti moški so tudi, da so malo bolj subtilno taki, veš, ko moški včasih isto prikrijete, ne, pa v resnici, ne, pa imate to, mislim, no, te ranljivosti pa definitivno ne priznate. To pa je res težko z vami. Tudi z Robertom De Nirom, po mojem.
Ja, še vedno. Vse to je blazno seksi vse, ampak pač... Misliš moč? Ja, mislim, ampak tako smo naučeni, no, jaz bi to rada poudarila. To nas patriarhat uči in zajebava vse. Ne, ker dajmo, učili so nas, Tito je rekel, da morate biti taki pa taki, ne. Okay. Pa ne vem kdo, pa Janez Drnovšek, pa ne vem, zdaj nam Janez Janša prav, a si dec ali nis, ne. Ampak ne, se ne strinjamo, ne. Ja, ne, s kom? Ali kako? Ja, ne, ti. A jaz se ne strinjam. A jaz se to dokončam. Ja, pravim, da nas vse patriarhat na ta način ne jebe po domač povedan in ženske in moške zato, ker jih forsira biti taf, ne, in pol ne skriva čustva, še zmeraj je to zelo prisotno, ne, in se dela, da jaz vse zmorem, da sem lahko provider, da sem vse, ne, in to gre na škodo in moških, tistih, ne vseh, če hoče biti en mačo neka, ne, ampak ti imaš ogromen moških, ki so pač nežni vseb in to in jih ta družba forsira, da morajo biti zdaj taf, ne, a veš, to je tudi veliko breme, ne. S tem se pač preigravamo v svojih zgodbah. Ja, se pa igravaš, v redu, moški nekako ponujaš vsaj vizijo, v premislek, ker moški, ki se upa razkriti svojo krhkost, kupiti lovilec sanj in se potopiti v žensko psiho. Ampak ženske same, ne, pa ne razkrivajo toliko zelo svoje šibkosti v tvojih zgodbah, ne, recimo, kar pravijo, there is no business like show business, imam naslednjo stranko čez pol ure, ne, tako da se mi zdi, da so morda odločnejše, to je celo bilo izpostavljeno v predlogu za tvojo, ko si bila še nominirana in potem tudi žirija to temeljila, mislim, da so dosti take, in Suzana Tratnik poudar, da so zelo samostojne in odločne ženske to. Mislim, ne bom rekel, da nimajo kanček topline, ne, ampak jo znajo kar dobro skriti, ne, in moškim pokazati, kar jim gre. Ne. Ja, pač samo svoje so, mogoče so to ženske na nek način, ki jih občudujem, ali pa, veš kaj, jaz v svojih zgodbah včasih delam to, da naletim kakšno težko zgodbo v stvarnem življenju, pa jo pol obrnem tako, da je lepši konc v zgodbah. To me malo pomirja. Da je vendarle funkcija, da nas umetnost naprej potegne. Ja. Nisi vedno toliko stroga, kot kakšne tvoje... Jaz kot, ti me sprašuješ, če sem jaz kot moja junakinja? Ja. Ne, to je en del mene, samo vse veš, da ne. Te so pač, tle je ful različnih junakov, se pravi enih delov mene, to vse veš, kako vlečeš kot pisatelj. Lovilec sanj pa nobeno moškemu ne škod najbrž, ne? Ali to nevarna zadeva? To se je v bistvu sam ujel v svoje štrenje, ne? To je tako nekako mišljeno. Tako da po moje ni slabo, da se kdaj ujamemo pa pomislimo, kje smo, ja. Najbrž ne. No, sej ne bralci sami presodijo, jaz si vsekakor knjigo Konstrukt toplo priporočam, ker ni vse vedno pojasneno v pombah, v spremni besedi, zgodbe so dosti interpretivno odprte in čarobne. Bi pa tudi rad rekel, Mojca, prebral sem tvoj intervju, ki sem ga imela pred leti v Nedelu, ker sem videl, da tvoje slikarstvo tudi usodno zaznamoval nek moški. Namreč na ta način, da te je kopiral pred časom, ki si razvila čisto samostojen slog, pa ga res ni skopirala, ne? Ampak si vedela odkrila neko sorodno dušo v njem, pa si kar maljezna, da to čas preveč kopiral, ampak ti imaš izviren drugačen slog, moram reči, ne? Ampak po ekspresivni moči in fantaziji je neka sorodnost tu in tam. Edini, za katerega se reka, da si malo ljubosumna, da te je kopiral, je René Magritte, ne? Je neko trenje jekle, ne? Ne. Z René Magrittem imamo midva nekaj drugega. Namreč kaj, da sem jaz v bistvu našla eno sliko na internetu, in se rekel, to je pa, kdaj sem pa jaz to naslikala, in si to sliko gledam, to je moja slika, what the fuck, to je moja slika, jaz sem jo naslikala in oddaj pa na internetu, ker nisem nikoli objavljala in potem pogledati, nisem bila jaz pač pa René Magritte in sem bila tisto, stari, veš kaj, in potem sem se jaz počutila full bad, da kaj če je subconsciously, kaj če sem jaz v resnici on, ali pa če neki, in sem pošla gledati, kaj sploh on dela in pa sem videla, da imamo midva copy-paste, da so si podobna, nimava copy-paste, ampak on ima predvsem mene v sebi in jaz njega
obratno, skratka, ne v vseh smislih. In to je bilo tako, in ne tukaj ne gre za ljubosumje, pač pa za eno bratsko, sestrinsko ali pa skoraj moški, ženska. Malo erotike tudi, no. Malo erotike. Ja. Erotike v tem smislu, da mi je ful zanimivo, da recimo, da je mest ful podoben en del mojega slikarskega opisa, da je zelo podoben njegovemu, ki je moški. Pa smo spet tukaj pri Luninih, a ne? Ta ranljivost, recimo, mogoče je tam ven prišla, ali pa ta moški del mene ven prišel skozi moje slike, pač kar mare nema grit. In to je, to je noro, ne? To je fajn. Ja, veš, to sem res enkrat razmišljala. Ampak se mi zdi, da morda v teh tvojih koledarjih si ga pa celo presegla. No? Treba priznati, da imaš čudovito serijo koledarjev, ravno zdaj jih ponujemo in tudi imaš jutri dan odprtih vrata. Ne? Ja, res je. Ja. Bom postavil čudno vprašanje. Tudi v intervjuju za Nedeljo sem videl. Ne? Ja. Tam je spodaj ena rubrika. Kaj priporočate, malo pop priporočila Mojce Fo in je bilo za rock glasbo si priporočila Deep Purple. Ne? Si tudi taka rockerka, ne? Imaš rada stari rock, tukaj jaz tudi. Ampak sem pomislil, da verjetno tudi zaradi barve. Ti imaš rada ta vijolična njene odtenke, tukaj ti gre bolj v modro v njene odtenke. Ne? Morda lahko poveš, kako se ta barva preliva v tem novem koledarju? Ja, ni nobene pretresljive filozofije. Jaz večinoma pač moja main osnovna barva, ko sem začela slikati, to zdaj delam pač neko modro kolekcijo, ne prav 15 slik samo modrih, sem se letos odločila, zato ker sem s tem tudi nekoč začela, ne, prav samo z modro barvo, kot je moja osnovna barva in po moja najljubša. Čeprav pol kasneje sem ugotovila, da imam tudi zeleno blazno rada, pa rdečo in pa oranžno in na koncu sem ugotovila, da imam vse barve blazno rada, ne. Delam pa čisto ne na ključih, pač po nekem notranjem občutju, ne. In sicer, če delam dolg časa z eno barvo, recimo z modro, nujno rabam eno drugo, ker tudi tiste začne utrujati, ne. In tudi stile moram spreminjati, pač imam ta svoj stil, ta pravlični, pol imam tudi ene bolj, kakor te resne kolekcije, rečem temu, kakor ta, to je temu rečem resna kolekcija, ne? Zlata kolekcija ta sicer, ampak tako pač vsaka ima svoje ime, ne? Zen so pa, ja, pa imamo pa mešano, pa red dot, pa zen, pa zlato, ne, ono je pa to drugo, ono je pa z unimi kačemi pastiri, pa na papirju, pa tako, ja. Tako da pač ja, v tem smislu. In kaj si vprašal, v bistvu, kako te barve načeloma, ni kakšne pretresljive filozofije, tukaj gre bolj za pač neke zgodbe. Ni ta rock'n'roll, Deep Purple attitude? Ja, Deep Purple, rock'n'roll pa mora biti vedno, to pa je osnova življenja, ja. To je pa erotika. No, in ta se povezuje vedno ne samo z neko platoničnostjo, etičnostjo, strogo cerkveno moralnostjo, ampak tudi, kot si lepo povedala v svojem intervjuju, z grehom, ne, malo greha mora biti. Zdaj bi pa to za konec tega pogovora, ki je pred novim letom postavil vprašanje, moramo zdaj z novim letom si dati za obljubo, nehali bomo grešiti, konci tega, strogi, moralistični bomo, obdobje strogosti, ekonomija se postavlja spet na trdne temelje, ali je treba malo grešiti, pa oprostite, grešil sem na božično noč, pa gremo rock'n'roll do konca. A bomo spet prelomili te božične obljube? Kaj si obetate v novem letu? No? Najprej ti Mojca, pa še ti Luna. Da boš ti že zaključiš. Joie de vivre, to v vsakem primeru, skratka to, da si narediš, da ti je življenje fajn, ampak z občutkom za druge, da imaš srce tudi za druge, da si odprt za druge, to je to decid. Po mojem je to. Pa veliko joie de vivre. To pomeni tudi malo grešiti, definitivno. Karkoli že to pomeni, debata izven. Sorry. Ja. Pa ti Luna, grešimo naprej, pa pozabimo na to ekonomijo daru, pa grebimo se, pa sem da nas greh, sem da v dober, ali moramo tudi malo bolj strogi biti, ali kaj zdaj? Pa meni je greh tak tuja kategorija, da sploh ne razmišljam o teh terminih, no, ker greh je nekaj, kar nam vseljuje družba, pa neke norme. Pa Mojca ga priporočal v svojem intervjuju. Mojčin greh, to Mojca, kakor bi rekla, to je seksi, ne, za Mojčin greh sem vedno, ne, ampak drugač greh jaz največ razmišljam v bistvu v svobodi, no, in če je svoboda za to družbo grešna, pol dajmo grešiti. Dobar, svobodno v novem letu naprej. Hvala. Jaz se zahvaljujem nagrajenki, prejemnici nagrade Mira Lune Jurančič Šribar in priporočam njeni knjigi Konstrukt, družba brez odgovornosti in starinarnica in pa slikarki Mojci Fo priporočam toplo njen novoletni koledar in tudi druge njene slike. Če imate kakšen drug predlog za to sliko z naslovom Beli Feniks, pa kar prosim, komentirajte spodaj na Facebooku, morda bo nekoč objavljen poleg te slike, ko bo razstavljena v galeriji. Hvala. Hvala, Igor. Hvala, najlepša hvala.